3 dni. Toliko časa zdržijo zaloge v tvoji trgovini, če danes prenehajo voziti dizelski tovornjaki. Verjetno misliš, da ima vlada rezervni načrt. Ga nima. Uradniki so že izpraznili 172 milijonov sodov iz ameriških strateških naftnih rezerv v začetku leta 2026. Zdaj je na najnižji ravni od leta 1983, polnijo pa jo veliko počasneje, kot so jo praznili. Ameriška nujna naftna rezerva je tanjša, kot je bila v zadnjih več kot 40 letih. In medtem ko ste le eno motnjo stran od praznih polic, največja naftna podjetja na svetu unovčujejo svoj položaj. Predstavljajte si, da vstopite v trgovino z živili sredi enega največjih in najbolj prometnih mest na svetu, pa naletite na prazne police. Ni kruha, ni mleka, ni sadja. Zdaj si predstavljajte, da se isti scenarij odvija po vsem svetu. V New Yorku, Londonu, Tokiu so trgovine, ki so običajno polne življenja in založene z živili, popolnoma izpraznjene. Zveni kot prizor iz hollywoodskega filma o katastrofi, kot postapokaliptični svet brez upanja. Toda resničnost je morda bližje, kot si mislite, ker bi se točno to zgodilo, če bi kritični, a izjemno krhek logistični sistem, ki poganja velika urbana središča, nenadoma propadel. Poznan je kot sistem sprotne dobave in ko ga enkrat razumete, se vam lahko popolnoma spremeni pogled na to, kako delujejo velika mesta. Večina ljudi misli, da obstajajo ogromna skladišča, polna neskončnih zalog, ki so pripravljene v trenutku napolniti prazne police v trgovinah. Resničnost je popolnoma drugačna. Sodobna mesta delujejo kot lijaki. Hrana in vsakodnevne potrebščine pritečejo noter, se skoraj takoj prodajo in prav tako hitro izginejo. To je učinkovit sistem, vendar ni odporen. Večina večjih mest ima le približno 3 do 5 dni fizičnih zalog hrane, preden police ostanejo prazne. Preostalo mora vsak dan prispeti s težkimi tovornjaki, ki prevozijo stotine kilometrov po državi. Z drugimi besedami, ni nobenega skrivnega skladišča, ki bi čakalo, da reši položaj. Vaša trgovina z živili preživi, zato ker tovornjaki vsak dan znova in znova prihajajo brez izjeme. V trenutku, ko ti tovornjaki zamujajo, so ovirani ali se popolnoma ustavijo, iluzija obilja izgine in vse se zelo hitro sesuje. Če sistem sprotne dobave odpove, bi lahko velika mestna središča v 72 urah dobesedno ostala brez hrane. To je manj časa, kot ga potrebujete, da prebolite navaden prehlad. V trenutku, ko se kolesa nehajo vrteti, se začne odštevanje. Prvi dan dostave, ki bi morale prispeti, ne pridejo. Do drugega dne se začne širiti lokalizirana panika. Kupci hitijo v svoje lokalne trgovine in pograbijo vse zaloge, ki jih lahko dobijo. Do tretjega dne je vse izginilo. Naučeni smo verjeti, da se kaj takega ne more zgoditi. Zaupamo sistemu. Ne bi smeli. Vsak izdelek, ki ga kupite, vsak kos hrane, ki ga pojeste, je popolnoma odvisen od logističnega omrežja, ki je povsem odvisno od stalne oskrbe z gorivom. Brez goriva se hrana ne premika več. Takrat ljudje iščejo rezervni načrt, varovalo, izredni sistem, ki ga je vzpostavila vlada, da bi se vključil in rešil situacijo. In ta sistem obstaja, vendar je bil žal že izropan. Vlada ZDA ni bila slepa za tveganje logističnega sistema. Zavedali so se, da bi se v primeru svetovne naftne krize ali pomanjkanja goriva lahko transportna omrežja sesula in milijoni Američanov bi bili v nevarnosti stradanja. Zato so vzpostavili varnostno mrežo, ameriške strateške naftne rezerve oziroma SPR. Deluje kot blažilec proti krizi v oskrbi z gorivom in zagotavlja dovolj nafte za nujne primere, da vozila ostanejo v pogonu in transportna omrežja delujejo. Tudi druge države imajo podobne strateške rezerve, vendar so ZDA vedno imele ene največjih. Ob polni zmogljivosti lahko shrani 714 milijonov sodov, ki so shranjeni globoko v ogromnih podzemnih solnih votlinah ob obali Mehiškega zaliva v Teksasu in Louisiani. Zdaj te votline niso niti približno polne, niso niti do polovice polne. Konec junija 2026 je ameriška strateška naftna rezerva vsebovala komaj 330 milijonov sodov, kar je najnižja raven v več kot 40 letih. Morate se vrniti vse do leta 1983, da bi našli rezervo tako izčrpano. Desetletja je vlada vztrajno gradila to nujno zalogo in kopičila stotine milijonov sodov. Potem pa je skoraj čez noč velik del te rezerve izginil. V začetku marca je vlada odobrila sprostitev 172 milijonov sodov. To je bil neposreden odziv na vojno v Iranu, ki je povzročila strmo rast cen nafte, potem ko je iranska vojska dejansko zaprla Hormuško ožino. 20% svetovne oskrbe z nafto se je dramatično ustavilo. To je bila prav tista situacija, za katero je bila ustvarjena SPR. Masovno izredno sproščanje je uspelo zagotoviti določeno kratkoročno olajšanje svetovnim energetskim trgom. Vendar največji problem ni, kako hitro se je rezerva izčrpala, temveč kako počasi se ponovno polni. Fizika in ekonomija, povezani z obnavljanjem tako velike rezerve, sta veliko bolj zapleteni kot pa zgolj odpiranje ventilov za njeno praznjenje.
Birokrati poskušajo odkupiti surovo nafto in jo ponovno črpati v sovne kaverne ob obali Mehiškega zaliva, vendar tega ne počnejo dovolj hitro. Trenutna stopnja ponovnega polnjenja je približno 10-krat počasnejša od hitrosti črpanja milijon sodov na dan, ki smo ji bili priča leta 2022. To je kot da bi ena oseba izsuševala jezero z gasilsko cevjo, medtem ko bi ga nekdo drug poskušal napolniti z majhnim vedrom. Številke se ne izidejo. Če se bo ta tempo nadaljeval, bo lahko trajalo leta, da se SPR ponovno približa svoji največji zmogljivosti. To ne pomeni, da so ZDA ostale brez nafte ali popolnoma izgubile svoj krizno rezervo, vendar je ta rezerva precej tanjši in šibkejši, kot je bil pred nekaj leti. To pomeni, da je manevrski prostor za napake precej manjša, kot je bila desetletja, saj je varnostna mreža polna lukenj. Ni nam treba ugibati ali ocenjevati, kaj se bo zgodilo naprej. Točno takšen scenarij smo že videli v preteklosti. Leta 2022 je Šrilanka doživela nenaden nasilen zlom, ki je spravil vso državo na kolena. Ko so uporabne devizne rezerve države padle skoraj na ničlo, se je Šrilanka znašla v položaju, ko ni mogla več odplačevati svojega zunanjega dolga v višini 58,7 milijarde dolarjev. Zaradi tega je prvič v zgodovini država prenehala odplačevati svoj dolg. Da bi bilo še huje, si vlada Šrilanke ni mogla več privoščiti nujnega uvoza, vključno s hrano, gorivom, zdravili in gnojili. To je povzročilo pomanjkanje ključnih virov po vsej državi. Dobesedno, čez noč so se pošiljke nafte in drugih izdelkov ter materialov ustavile. Državno distribucijsko omrežje se je skoraj v trenutku zrušilo. Brez goriva ni bilo več mogoče prevažati blaga z enega kraja na drugega. Hrana je gnila na poljih, saj ni bilo tovornjakov, ki bi jo prepeljali na tržnice in v trgovine z živili. Pomanjkanje gnojil je pomenilo tudi, da so se kmetijski donosi začeli upadati. Ljudje so bili prisiljeni preživeti ure ali celo dneve v več kilometrov dolgih vrstah, da bi kupili tisto malo bencina, kar ga je še ostalo. Soočali so se tudi z vsakodnevnimi rotacijskimi izpadi elektrike, ki so trajali tudi do 13 ur, naenkrat, ker ni bilo dovolj goriva za državne elektrarne. Šole so se zaprle, bolnišnice so preložile zdravljenje in operacije, cene osnovnih življenjskih potrebščin so strmo narasle. Do septembra 2022 je letna inflacija cen hrane dosegla neverjetnih 94,9%. Cena osnovnega obroka se je v enem letu dejansko podvojila. Ljudje na Šrilanki so se morali soočiti s tem, da so stroški preživetja in osnovnih potrebščin naraščali hitreje kot hiperinflacijska valuta. In ni bilo tako, da bi se njihove plače prav tako zviševale. Ljudje so zaslužili enako ali celo manj kot prej, a so morali nekako z istim proračunom zdržati dvakrat dlje. Več kot 6 milijonov Šrilančanov je zapadlo v prehransko negotovost, saj niso vedeli, kdaj ali kje bodo dobili naslednji obrok. Več kot 60% gospodinjstev se je zateklo k strategijam preživetja, kot so izpuščanje obrokov ali uživanje manjših porcij, da bi preživeli. Zato se kriza z gorivom hitro spremeni v prehransko krizo. Šrilanka je ponudila popoln primer, kaj se zgodi z vašo denarnico, ko gorivo preneha pritekati. Ko državi zmanjka goriva, izmanjka tudi hrane. Vsa hrana, ki ostane, postane luksuzno blago z veliko višjo ceno. Morda mislite, da je bila Šrilanka izjema, anomalija, osamljen primer slabega gospodarskega upravljanja v državi v razvoju. Nekaj takega se v zahodnem svetu ne bi moglo zgoditi. Motili bi se. Iste sistemske ranljivosti, ki so povzročile krizo na Šrilanki, obstajajo tudi v ZDA, Združenem kraljestvu in drugih državah, ne glede na njihov status ali gospodarsko moč. Ideja, da lahko bogatejše države zmanjšajo svoje tveganje s prehodom na močnejši in pametnejši sistem, je v osnovi napačna. Nenehno nam govorijo, da bo nova tehnologija kmalu rešila naše največje težave, da bo naslednji preboj naše življenje naredil lažje, varnejše in manj ranljivo za krize. Tako kot električna vozila naj bi bila tudi ta rešitev za našo odvisnost od nafte. Vsako leto je več električnih vozil na dovozih, več električnih SUV-ov na avtocestah in več naslovov, ki napovedujejo konec avtomobilov na bencinski pogon. Doba nafte se končuje. To je mit in podatki to dokazujejo. Res je, da svetovna prodaja električnih vozil narašča in celo podira rekorde v mnogih državah. Res je, vlade pripravljajo načrte za postopno ukinitev vozil z motorji z notranjim izgorevanjem in ponujajo spodbude, da bi ljudje kupovali električna vozila. Toda junija 2026 električna vozila predstavljajo le 5% svetovnega osebnega voznega parka in skoraj 0% v sektorjih težkega, pomorskega in letalskega prometa. Z drugimi besedami, čeprav je danes na cestah več električnih vozil, jih večinoma uporabljajo družine za jutranje vožnje na delo in nakupovanje. Zelo malo jih uporabljajo v sektorjih, ki vzdržujejo sodobno družbo. Tovornjaki, letala in ladje, ki prevažajo blago od točke A do točke B, so skoraj izključno odvisni od goriv na osnovi nafte. Tako bo ostalo tudi v dogledni prihodnosti.
Približno 80% vse svetovne trgovine se prevaža z ogromno pomorsko floto, ki je v bistvu življenjska žila civilizacije 21. stoletja. In 99% te flote potrebuje nafto, da prevozi eno samo miljo. Tovorne ladje potrebujejo goriva na osnovi nafte, kot sta težko kurilno olje, HFO, in ladijsko plinsko olje, MGO, v ogromnih količinah. Ideja, da bi jih nenadoma preusmerili na električni pogon, je fantazija. Danes ne obstaja nobena baterijska tehnologija, ki bi bila dovolj velika ali močna, da bi tem velikanom omogočila prečkanje oceanov. Enake omejitve veljajo tudi v zraku. Tovorni letala, ki prevažajo dragocen ali časovno občutljiv tovor, kot so farmacevtski izdelki, porabijo ogromne količine goriv na osnovi nafte. Ni nobene električne flote, ki bi jih lahko nadomestila. Ko to razumeš, postane resnična nevarnost velike svetovne krize goriv še bolj očitna. Popolna izčrpanost nafte je v bistvu gumb za izbris svetovnega gospodarstva, kot ga poznamo. Če se pretok nafte ustavi, se vse neha premikati. Naraščajoča priljubljenost električnih vozil na to nima nobenega vpliva. To pomeni, da se morajo logistični sistemi, od katerih smo odvisni, boriti za vse manjše zaloge nafte. Ko se to tekmovanje zaostruje, bodo stroški energije dosegli še nikoli videno prelomno točko. Energetski analitiki in finančni strokovnjaki, kot je Goldman Sachs, pogosto govorijo o pragu uničenja povpraševanja. Pride do točke, ko so cene surovine enostavno previsoki, da bi jih potrošniki lahko prenesli. Zato dratočno in trajno prilagodijo svoje vedenje, da zmanjšajo porabo te surovine. Takrat se gospodarska dejavnost neizogibno začne zmanjševati. Nakupi se odložijo, potovanja se zmanjšajo in naložbe upočasnijo. Raziskovalno in svetovalno podjetje Wood Mackenzie meni, da je prag uničenja povpraševanja po nafti med $125 in $150 za sodček. Ko vstopimo v ta razpon, se vse spremeni. In to zato, ker dejanski strošek energije, potreben za fizični premik izdelka čez ocean, po železnici ali po avtocesti, preseže maržo samega izdelka. Predstavljajte si izdelek, ki potuje skozi globalno dobavno verigo. Izdelati ga je treba, zapakirati, shraniti in poslati po svetu. Nato ga s tovornjakom odpeljejo v skladišče, dostavijo v trgovino in prodajo vam. Vsak korak stane denar. Dokler je gorivo razmeroma poceni, se številke izidejo in vsi imajo dobiček. Ko pa cene goriva poskočijo, postane prevoz dražji. Če prevoz zabojnika blaga stane več, kot je samo blago vredno, pošiljanje preprosto nima več smisla. Seveda lahko podjetja zvišajo cene, vendar le do določene mere. Sčasoma kupci prenehajo kupovati, prodaja usahne in izdelki se nehajo premikati. Takrat se gospodarski motor začne ustavljati. Ne zato, ker bi na svetu zmanjkalo izdelkov, ampak zato, ker jih je postalo predrago premikati. Ta pojav se tu ne ustavi. Širi se naprej po družbi in najbolj prizadene srednji in delavski razred. Dokler se cena nafte ohranja v ali nad razponom od $125 do $150, se svetovna rast BDP zmanjšuje. In nenadoma se osnovne dobrine, ki so bile nekoč poceni in dostopne, zdijo kot luksuzni nakupi. Družine so prisiljene v trgovini z živili preračunavati, kaj si lahko privoščijo in česa ne. Tudi stabilnost zaposlitve je ogrožena. Ko stroški energije naraščajo in porabijo večji del prihodkov podjetij, so celo velike in uveljavljene blagovne znamke prisiljene zmanjšati svoje poslovanje in odpuščati delavce. V trenutku se povprečen potrošnik znajde med kladivom naraščajočih stroškov in nakovalom negotovih prihodkov. Vse udobje in priročnosti njihovega sodobnega življenjskega sloga so jim odvzete. Trdni temelji sistema, na katerega so se zanašali, so zamenjani z vse bolj negotovimi tleni. In ko razmišljamo o tem scenariju, se pojavi očitno vprašanje: zakaj ZDA preprosto ne uporabljajo svoje lastne nafte? Iskreno, to preprosto ne bi delovalo. ZDA pogosto velja za kolosa energetskega sektorja, saj so domača proizvodnja in izvoz v zadnjih letih dosegli rekordne ravni. Zlahka bi lahko domnevali, da bi naftna polja v Teksasu in Novi Mehiki morala zagotoviti več kot dovolj goriva za zaščito domačega trga, tudi v primeru svetovnih pomanjkanj. A to preprosto ne drži. Če bi brali samo naslove, bi mislili, da ima Amerika energetsko neodvisnost, rekordno proizvodnjo nafte, cvetočo industrijo hidravličnega lomljenja in da ni več odvisna od preostalega sveta za delovanje gospodarstva. Resničnost pa je veliko bolj zapletena. Kljub rekordni proizvodnji nafte, Združene države še vedno vsak dan uvažajo ogromne količine težke surove nafte. To se sliši kot protislovje, dokler ne pogledate, kako ameriška naftna infrastruktura dejansko deluje. Vsa surova nafta ni enaka. Predstavljajte si jo kot spekter. Na enem koncu je težka surova nafta, gosta, lepljiva in polna nečistoč.
Za njeno pretvorbo v goriva, kot sta bencin in dizel, so potrebne velike, zapletene rafinerije. Na drugem koncu je lahka surova nafta, ki je veliko redkejša in jo je lažje predelati. To niso le različne kakovosti istega proizvoda, obnašajo se različno, zahtevajo različne postopke rafiniranja in jih ni vedno mogoče medsebojno zamenjevati. Tu nastane težava. Več milijard dolarjev vredna rafinerijska industrija v ZDA je bila zasnovana in optimizirana za obdelavo težke, žvepljene surove nafte. Takrat je to imelo smisel, saj je bil svetovni energetski trg močno odvisen od uvoza te vrste nafte iz krajev, kot sta Bližnji vzhod in Latinska Amerika. Danes pa ameriška revolucija hidravličnega lomljenja proizvaja ogromne količine lahke, sladke surove nafte iz skrilavcev. Toda infrastruktura za to ni bila zgrajena. Poskušati rafinirati lahko sladko surovo nafto v napravah, zasnovanih za težko žvepljeno nafto, je kot bi v dizelski motor nalili neosvinčen bencin in pričakovali, da bo deloval enako dobro. Ne bo. Gorivo in naprave so popolnoma nezdružljivi. Zaradi tega so ZDA v slepi ulici. Vsak dan morajo izvažati milijone sodov svoje domače, lahke, sladke nafte na trge po vsem svetu. Medtem pa mora uvažati še milijone sodov težke kisle nafte od svojih mednarodnih partnerjev, samo da lahko sploh ohranja delovanje svojih črpalk. Z drugimi besedami, razcvet hidravličnega lomljenja ni prinesel nobene energetske neodvisnosti, le še bolje zapletel obstoječo odvisnost. Naftna podjetja na vrhu prehranjevalne verige to vedo. Vidijo svoje omejitve v infrastrukturi, vidijo težave, ki jih to povzroča. Kaj torej dejansko počnejo glede tega? Ljudje si predstavljajo, da te velike naftne znamke obupano skušajo za vsako ceno ohraniti dobo nafte. Nočejo sprejeti, da svet prehaja na čistejše, bolj trajnostne vire energije. In v tem je nekaj resnice. Naftna podjetja so lačna denarja. Obupano poskušajo iztisniti še zadnjo kapljo dobička, ki ga lahko dobijo. Ampak to ni zato, ker bi želeli ustaviti prehod ali mislili, da lahko nafto prodajajo v nedogled. Vedo, da so njihovi dnevi šteti. Zato načrtujejo svoje izhodne strategije. Samo sledite denarju. Velika podjetja, kot sta Shell in BP, financirajo projekte zajemanja ogljika, gradijo infrastrukturo za alternativne vire energije in se pripravljajo na to, kar prihaja. Denar, ki je bil nekoč namenjen iskanju novih naftnih polj in širitvi zmogljivosti vrtanja, se zdaj preusmerja v postavljanje temeljev za naslednji energetski sistem. To ne počnejo iz dobrote svojega srca. To ni nekakšen altruistični poskus, da bi popravili napake iz preteklosti in prispevali k reševanju planeta. To je način, da te iste družbe, ki že desetletja obvladujejo energetski sektor, ohranijo svoj monopol tako dolgo, kot je le mogoče. Zavedajo se, da je trenutni sistem, ki je odvisen od nafte, pomanjkljiv, nevzdržen in drvi naravnost v zid. Vedo, da bo prag uničenja povpraševanja sčasoma presežen in da od tam naprej ni več poti nazaj. Takrat bo nafta postala bodisi fizično, bodisi ekonomsko nepridobljiva ali pa oboje. Posledično bi morali naftni velikani postati zastareli. Če pa dovolj zgodaj kupijo dovolj infrastrukture naslednje generacije, lahko učinkovito utrdijo sistem, v katerem smo še vedno odvisni od istih velikih korporacij, le v drugačni obliki. To je nastajajoča geopolitična realnost. Naftne družbe pomagajo graditi svet, kjer sodobne družbe delujejo z majhnimi rezervami, kjer se zanašamo na majhne zaloge in imamo le nekaj dni hrane in goriva v rezervi. Zdaj, ko se ti varnostni mehanizmi še naprej krčijo in so zaloge na najnižji ravni v zadnjih desetletjih, se isti akterji v industriji pripravljajo na to, kar prihaja. Ne tako, da bi zapustili sistem, ampak tako, da ga bodo imeli v lasti. Toda, medtem ko so vsi osredotočeni na krizo z gorivom, obstaja še en pokazatelj, da smo morda na gospodarski prelomnici. Vse to razložimo v videu, ni nafta tista, ki bi jo morali spremljati, ampak Japonska. Ali pa kliknite na ta video.